Pika poseda na vrtni ograji in pleza po drevju. Pred vilo Čira Čara so sedeli Pika, Tomaž in Anica. Pika je sedela na enem stebru ob vrtnih vratih, Anica na drugem, Tomaž pa na vratih samih. Bil je topel, lep dan v poznem avgustu. Tik ob ograji je rasla hruška in iztezala veje tako globoko, da so otroci tudi sede zlahka trgali slastne zlato-rdeče avgustovske hruškice. S tekom so jih grizljali in jedli, ugrizke pa pljuvali na cesto. Vila Čira Čara je stala točno tam, kjer se je mestece končalo in se je začenjalo podeželje. Na mestu, kjer je ulica prešla v podeželsko cesto, ljudje v mestecu. Vila Čira Čara je stala točno tam, kjer se je mestece končalo in se je začenjalo podeželje, na mestu, kjer je ulica prešla v podeželsko cesto. Ljudje v mestecu so se zelo radi sprehajali v tisto smer, ker se je okoli vile razprostirala najlepša mestna okolica. Ravno ko so otroci sedeli ob ograji in se mastili s hruškami, je po cesti iz mesta prišla punčka. Ko jih je zagledala, se je ustavila in vprašala: "Ste kaj videli, da bi šel tod mimo moj oče?" "Mja," je podvomila Pika. "Kakšen pa je, ima modre oči?" "Ja," je pritrdila punčka. "Srednje velik, ne previsok, ne prenizek?" "Ja," je pritrdila punčka. "S črnim klobukom in črnimi čevlji?" "Ja, točno tako," je hlasnila punčka. "Ne, njega nismo videli," je prebila Pika. Punčka je bila videti razočarana in brez besed je odšla. "Čakaj malo," se je zadrla Pika za njo. "Je bil plešast?" "Ne, jasno, da ne," se je ujezila mala. "Sreča zanj," je menila Pika in izpljunila hruško ugrizek. Punčka je odhitela, tedaj pa jo je Pika poklicala. Je imel nenaravno velike uhlje, ki so mu segali vse do ramen? "Ne," je odgovorila punčka in se osuplo obrnila. "Menda nočeš reči, da si videla iti mimo tipa s tako ogromnimi ušesi?" "Še nikoli nisem videla nikogar, ki bi šel z ušesi," je izjavila Pika. "Vsi, ki jih poznam, hodijo z nogami." Kako si zoprna. Hočem reči, ali si res videla tipa, ki je imel tako ogromna ušesa?" "Ne," je odbila Pika, "tako ogromnih ušes nima nihče. Saj bi bilo absurdno. Kakšen prizor pa bi bil to? Tolikšnih ušes sploh ni mogoče imeti." "Vsaj pri nas ne," je pristavila po pomisleku. "Na Kitajskem je seveda malo drugače. V Šanghaju sem nekoč videla Kitajca. Ušesa je imel tako velika, da jih je lahko uporabljal za pelerino. Kadar je deževalo, je samo zlezel podnje, pa mu je bilo toplo in lepo kot le kaj. Edino ušesa so se imela seveda bolj tako. Če je bilo vreme izredno grdo, je podnje povabil taborit še prijatelje in znance. Pa so sedeli tam in prepevali svoje otožne pesmi, dokler se ni zjasnilo. Zaradi takih ušes so ga imeli strašno radi. Hai Šang mu je bilo ime. Videti bi morali, kako je Hai Šang zjutraj tekel na delo. Zmeraj je pridirkal zadnjo minuto, ker je rad dolgo spal. In ne morete si misliti, kako ljubek prizor je bil, ko je privihral, za njim pa sta plapolala uhlja kot veliki rumeni jadri." Punčka se je medtem ustavila in prisluhnila Piki z odprtimi usti. In Tomaž in Anica nista spravila vase nobene hruške več. Tudi njiju je zgodba popolnoma posrkala vase. Otrok je imel toliko, da jih ni mogel prešteti in najmanjšemu je bilo ime Peter, je pripovedovala Pika. "Pa saj kitajskemu otroku ne more biti ime Peter," je ugovarjal Tomaž. "Točno to mu je rekla tudi žena.
Kitajskemu otroku ne more biti ime Peter, je rekla. Ampak Hai Shang je bil strahovito trmast in rekel je, da bo malemu ime Peter ali pa nič. Usedel se je v kot, si potegnil ušesa čez glavo in se kujal. Potem je morala njegova uboga žena seveda popustiti in mali je dobil ime Peter. A tako, je rekla Anica. To vam je bil najbolj zoprn mulec v celem Šanghaju, je nadaljevala Pika. Tako izbirčen pri hrani, da je bila njegova mama čisto nesrečna. Saj veste, da jejo na Kitajskem lastovičja gnezda. No, njegova mama je torej sedla za mizo s polnim krožnikom lastovičjih gnezd in ga hotela nahraniti. No, Peterček, je rekla, zdaj bova pojedla eno gnezdo za očka. Ampak Peter je samo stisnil ustnice in odkimal. Nazadnje se je Hai Shang razjezil in rekel, da Petru ne bodo skuhali nobene druge hrane, dokler ne bo pojedel gnezda za očka. In kadar je Hai Shang kaj rekel, je to obveljalo. Isto gnezdo je romalo v kuhinjo in spet nazaj vsak dan, od maja do oktobra. 14. julija je Petrova mama zaprosila, da bi mu smela dati par mesnih cmočkov. Ampak Hai Shang je rekel ne. Traparije, je pripomnila punčka na cesti. Točno tako, je rekel tudi Hai Shang, je nadaljevala Pika. Traparije, je rekel, jasno je kot beli dan, da bi mali lahko pojedel lastovičje gnezdo, če bi le nehal trmoglaviti. Ampak Peter je samo stiskal ustnice, ves čas od maja do oktobra. Kako pa je sploh mogel ostati živ, je osupnil Tomaž. Saj ni, je odgovorila Pika. Umrl je iz čiste trme 18. oktobra in 19. je bil pogreb, 20. pa je priletela skozi okno lastovka in v gnezdo, ki je ležalo na mizi, znesla jajčka. Tako je vendarle prišlo prav. Nobene škode ni bilo, je veselo končala Pika. Nato se je zamislila in se ozrla na punčko, ki je stala na cesti in zbegano gledala. Nekam čukasto gledaš, je pripomnila. Kaj pa je narobe? Mendra, ne misliš, da lažem? A? Če tako misliš, krzini, je grozeče ukazala in si zavihala rokave. Ne, sploh ne, se je prestrašeno branila mala. Nočem ravno reči, da lažeš. Ampak, da ne, je rekla Pika. Ampak točno to počnem. Lažem, kakor pes teče, ali ne slišiš? Ali res verjameš, da otrok lahko preživi brez hrane od maja do oktobra? Seveda vem, da zdržijo brez hrane kakšne 3-4 mesece, ampak od maja do oktobra čista oslarija. Saj moraš dojeti, da je to laž. Ljudem ne smeš verjeti kar vsega. Takrat je punčka odkorakala in se ni več ozrla. Kako lahko verni znajo biti ljudje, je pripomnila Pika Tomažu in Anici. Od maja do oktobra, če to ni obrisano, potem je zaklicala za punčko. Ne, tvojega očeta nismo videli. Danes sploh nismo videli nobenega plešca, ampak včeraj je šlo mimo 17 komadov. Pod roko so se držali. Pikin vrt je bil resnično čudovit. Negovan ni bil, to ne, toda po njem so se razprostirale krasne trate, ki jih nikoli nihče ni pokosil, in tu in tam stari rožni grmi, polni belih in rumenih in rožnatih vrtnic. Paradni sicer niso bili, vendar so opojno dišali. Na vrtu je raslo tudi veliko sadnega drevja in to je bilo najboljše od vsega. Nekaj prastarih hrastov in brestov, po katerih se je dalo izvrstno plezati. Na Tomaževem in Aničinem vrtu dreves za plezanje skoraj ni bilo.
Pa še njuna mama se je zmeraj tresla, da bosta padla in se potolkla. Zato v svoji karieri nista kdo ve koliko preplezala. Zdaj pa je Pika predlagala, kaj ko bi splezali na tistile hrast. Tomaž je v hipu skočil z ograje, ves navdušen nad predlogom. Anica je malce bolj pomišljala, toda ko je videla, da so na deblu velike grče, na katere bi se dalo stopiti, se je tudi njej zazdelo, da bi bilo zabavno poskusiti. 2 metra nad tlemi se je hrast razcepil v 2 debli. Mesto, kjer se je razcepil, pa je bil čisto podobno sobici. Tu so se 1, 2, 3 posedli vsi 3 otroci. Nad glavami jim je razprostiral hrast krošnjo kot zeleno streho. Tukaj bi lahko spili kavo, je menila Pika. V hišo skočim in jo pristavim. Tomaž in Anica sta zaploskala in zaklicala bravo. Ni trajalo dolgo, da je Pika skuhala kavo. Žemlje pa je spekla že prejšnji dan. Vstopila se je pod hrast in začela metati gor kavne skodelice. Tomaž in Anica sta jih lovila. Včasih je katero prestregel tudi hrast, tako da sta se 2 razbili, vendar je Pika stekla v hišo po novi. Naslednje so zafrčale z žemljice in še lep čas mrgolele po zraku. Te se vsaj niso mogle razbiti. Nazadnje pa je splezala na drevo še Pika s kavno ročko v roki. Smetano je nesla v steklenički, sladkor pa v škatlici. Tomažu in Anici kava še nikoli ni tako prijala. Običajno je nista dobivala kadarkoli, ampak samo na obiskih. Pa saj sta bila na obisku. Anica se je malo polila po kolenu. Najprej je bilo toplo in mokro, potem je bilo hladno in mokro, ampak nič za to, je rekla. Ko so izpili, je Pika zmetala skodelice na trato. Videti hočem, kako trpežen porcelan izdelujejo v naših časih, je pojasnila. 1 skodelica in vsi 3 krožnički so presenetljivo zdržali. In z kavne ročke se je odbil samo dulček. Na vsem lepem je Pika splezala še malo višje. Je že kdo videl kaj takega? Je nenadoma zakričala. Drevo je votlo. V deblu je zevala velika duplina, ki jo je listje skrilo pred otroškimi očmi. A lahko splezam gor še jaz in pogledam, je zaprosil Tomaž, vendar ni dobil odgovora. Pika, kje si? Je vznemirjeno zaklical. Tedaj sta zaslišala Pikin glas. Samo ne od zgoraj, ampak iz globine. Zvenelo je, kot da prihaja izpod zemlja. Notri, v drevesu sem, votlo je prav do tal. Če pokukam skozi špranico, vidim zunaj na travi kavno ročko. Joj, kako boš pa prišla gor? Je zavreščala Anica. Nikoli več ne pridem gor, je oznanila Pika. Tukaj bom ostala, dokler se ne upokojim, vidva pa mi morata skozi tisto luknjo metati hrano, 5-krat, 6-krat na dan. Anica je bruhnila v vjok. Dobra volja je najbolja, jo je hrabrila Pika. Še vidva pridita dol, pa se bomo igrali, da hiramo v temnici. Ni govora, je odbila Anica. Za vsak primer je splezala z drevesa čisto na tla. Anica, vidim te skozi razpoko, se je zadrla Pika. Nikar ne pohodi kavne ročke. Saj ne more nič za to, da je ostala brez dulčka. Anica je stopila k deblu in skozi špranico zagledala konico Pikinega kazalca. To jo je precej potolažilo. A je bila še vedno vznemirjena? Pika, ali res ne moreš gor? Je vprašala. Pikin kazalec je izginil in ni še minila minuta, ko je njen obraz že pokukal iz dupline. Mogoče lahko, če res poskusim, je rekla in z rokami razgrnila listje. Če je splezati gor, tak mačji kašelj, je dejal Tomaž, ki je še vedno sedel na drevesu, bi pa še jaz prišel dol in malo hiral. No ja, je menila Pika, po mojem bi morali polestev.
Skobacala se je iz luknje in urno zdrknila na tla. Nato je stekla po lestev in jo zvlekla na drevo in jo potisnila v duplo. Tomaž je komaj čakal, da se spusti dol. Do odprtine je bilo kar težko splezati, ker je tičala visoko na drevesu, ampak Tomaž je bil pogumen. Po vrhu se ni bal se stopiti v temno deblo. Anica je videla, kako je izginil in vročično ugibala, ali ga bo še kdaj videla. Poskušala je pokukati skozi špranjo. Anica, je zaslišala Tomažev glas, ne moreš si misliti, kako super je. Tudi ti moraš sem noter. Sploh ni nevarno, če imaš lestev, da se spustiš po njej. Ampak enkrat poskusi, pa ne boš več hotela početi ničesar drugega. Čisto zares, je vprašala Anica. Častna beseda, je zatrdil Tomaž. Tedaj je Anica z drgetajočimi nogami spet splezala na drevo, pri zadnjem težavnem kosu pa je pomagala Pika. Malo se je zdrznila, ko je videla, kako temno je v deblu, vendar jo je Pika držala za roko in spodbujala. Nič se ne boj, Anica, je slišala Tomaža spodaj. Že vidim tvoje noge, ujel te bom, če bi padla. Toda Anica ni padla, ampak je prišla dol k Tomažu živa in zdrava. In čez trenutek je sledila še Pika. Ali ni tukaj super, se je navduševal Tomaž. In Anica je morala priznati, da je res. Sploh ni bilo tako temno, kot je pričakovala, kajti skozi špranjo je padala svetloba. Anica je prestopila in se prepričala, da lahko tudi sama vidi kavno ročko zunaj na travi. Tole bo naše skrivališče, je sklenil Tomaž. Nihče ne bo mogel vedeti, da smo tukaj. In če bojo hodili zunaj po vrtu in nas iskali, jih bomo videli skozi špranjo in se jim smejali. Lahko vzamemo s sabo palčko, pa jo tu in tam pomolimo skozi špranjo in jih požgečkamo, je predlagala Pika, da bojo mislili, da straši. Ob tej misli so se otroci tako razveselili, da so se vsi trije objeli. Tedaj pa so zaslišali gong, ki je v Tomaževi in Aničini hiši vabil k kosilu. Preneumno, je rekel Tomaž, domov morava, ampak jutri prideva, čim se vrneva iz šole. Le dajta, je pritrdila Pika. Pa so splezali gor po lestvi, najprej Pika, potem Anica in nazadnje Tomaž. In so splezali še dol z drevesa, najprej Pika, potem Anica in nazadnje Tomaž.